Na podeželju Goričkega se skriva stara domačija, ki je dobila novo življenje kot prostor umetnosti, ustvarjalnosti in druženja. Dva umetnika sta iz magičnega stoletnega posestva ustvarila multikulturni umetniški center, ki združuje umetniške rezidence, kulinarične dogodke in koncerte. Pri prenovi so ohranili kar največ obstoječih elementov, pohištvo in materiale pa so ponovno uporabili, s čimer so poudarili čar preteklih časov. Tale stara domačija na Goričkem dokazuje, da lahko podeželje na novo zaživi kot prostor povezovanja novih idej in umetnosti. Kako poteka oživljanje tega posestva, nam bo zdaj zaupala solastnica, slikarka, razpeta med Afriko in Slovenijo. Tjaša, lepo pozdravljeni. Vi ste solastnica tegale magičnega posestva Panovci 9 in me zanima, kako se je zgodba tukaj začela. Ja, to posestvo je v lasti mene in mojega prijatelja Aleksa Papa. On je sicer Američan, spoznala sva se pred 15 leti v Gani, kjer sva oba takrat bivala. On sedaj živi v Braziliji, je še vedno v Gani, tako da sva tukaj le občasno. Do tega sva pa prišla, on je prišel 2017 na obisk v Slovenijo, od takrat je redno prihajal v Slovenijo in mu je pač država kot taka, dežela kot taka všeč. In mi da sva že si ogledovala hiške v njegovem prvem obisku dol po Posočju, dokler mi potem leta 2020 moja mami pošlje v glas do te kmetije in sem se skrmal na slepo pripeljala to pogledati. In kaj je mene očaralo, Aleks placa sploh ni videl, no, glavnem, on je šel v to kar na slepo, ne. Kaj mene očaralo je ta dovoz do hiše na levi strani, ki je ta velika mogočna stavba, ki sem jaz takoj rekla, to bo pa enkrat moj studio. In mislim, da je to bilo to, no. Posestvo obsega več objektov in je arhitekturno zelo zanimivo. Glavna hiša je stara približno 100 let, v 70 letih pa je bila prenovljena. Lepo je vzdrževana in bivalna, kar je bil tudi pomemben plus pri odločitvi za nakup. Hlev in gospodarsko poslopje sta bila zgrajena v 30 oziroma 40 letih prejšnjega stoletja. Kaj bi jaz rada je, da se teh dveh objektov pač ne dotikamo v smislu, da jih pustimo takšne, ko so, oziroma jih popravimo do mere, da se valjda ne razsujejo. Smo pa začeli, služi pa ta spodnji del te obokane hiše studio, do neke mere že zdaj poleti. Je pa ideja seveda, da se tega, moje želje je, da se ta prostor, pač jaz bi največ svoje energije vložila v predelavo tega prostora. Torej rada bi, da je to en velik odprt studio, z grafičnimi prešami in tako naprej. Potem je štala, ki smo jo delno že prenovili, vsaj iz notranjih deli. To je prostor za druženje, kjer v bistvu gostimo tudi kulinarične evente. To je strani moje sestre, Neža Rener, to ima ona čez. In gostimo umetnike, ki prihajajo sem na rezidence. In torej so ležišča, skupni prostori, kopalnice in skupna kuhinja. Potem je pa to še ta prostor, temu rečemo galerija. To je v bistvu star kozolec, ki smo ga leta 2022 prenovili oziroma na novo obdelali. In ta pa služi poletnim razstavam, smo jih že kar nekaj tudi gostili, in koncertom. Koncerti se večinoma dogajajo odzun, na tem amfiteatru odzadaj za hišo. Tule so pač po večini razstave. Tudi kakšni notranji koncerti. In kaj vas je potem vodilo pri prenovi? Očitno je, da ste želeli res veliko stvari ali ponovno uporabiti ali pa pustiti takšne, kot so. Prvo je to spoznanje, da najmanjši problem je posestvo kupiti, pol pa kako pa z njim rokovati naprej, tukaj se začnejo problemi. A pa ne problemi, v bistvu te večji zalogaji, od ne samo ideji, tudi finančni, potem kje naj delavce, sploh če te tukaj večino časa ni. Tako da ta prenova poteka zelo počasi, z tega, ker najna glavna ideja je, da uporablja več stvari, ko so že bile del hiše, da pustima prostor čim bolj nedotaknen, da uporablja, kar se da, zato se vidi tudi tam v tisti veliki delnici so stvari reuporabljene, pač skoraj nič nismo, kar se tiče pohištva, skoraj nič nismo kupili, smo pač probali čim več stvari reuporabiti. Sem res, kako je pa potem lahko takole delo prenove sploh potekalo, če je en v Braziliji, en večinoma v Gani, nadaljavo prenova, kako to gre?
Ja, v bistvu je rahlo komplicirano. Pač, ko smo tule, potem se večino dela naredi, da ga zorganiziramo, da ko smo v Sloveniji, pa probamo skoncentrirati na 2-3 mesece. Tudi ta prostor smo do zdaj namenili samo za uporabo čez poletje. To pomeni, da se vse naše stvari dogajajo, ko smo mi da tukaj tole od junija do nekje septembra. No, da vidim, kam greva pa zdaj? Zdaj greva pa v ta glavni del štale, to je naša poletna jedilnica. To je prostor za odložiti telefon, tako da daš svojega kar noter. Preden gremo na kosilo. To je naša umetnica lani na rezidenci ustvarila. Sonja Koltaj iz Madžarske, ona je ustvarila tale boks in je rekla, ne, ko jemo, se ne pogovarjamo. In takrat imamo to pravilo, kar se mi zdi krasno. Tule je spet vse reciklirano, torej so ena stara vrata, ki jih je Alex in njegova družina, ki so ga prišli iz Amerike obiskat, zložila skupaj, stari sodi. Pač vse, kar je, smo našli tukaj. Še te stare bale. In tukaj imamo bolj za poletje, za kako kavo skuhati in za podružice. Po tleh ste pa kar ploščice položili, vidim. Ja, to bi seveda enkrat mogoče radi dali beton, ravno zato, da če je dež. Ampak hkrati pa smo vsi tukaj bosi poletje in je prav simpatično. Wow, in to je kuhinja po sodobnih smernicah, ali kaj? Absolutno. Vse ostalo tako, kot je bilo, ali kaj? Ja, tale hiša, kot sem rekel, je to najstarejši pač objekt, ki je bil sicer v leta 68-70 dodelan in dozidan je bila kopalnica, ne pa še ena kamerca tam na desno. Sicer pa je to, koliko je bilo, ne, se vidi po stropih. Kuhno smo mi čist malo predelali, to pomeni, da smo dodali police. To je naš input, ploščic nismo menjali, pa tole je naš input, vse ostalo je točno tako, kot je bilo. Šporget, tako kot je bil. Ja, šporget pa ukreva še ostale prostore, torej so že bili toliko moderni, da so povezali celo hišo z radiatorji, tako da se je po zimi toplo. Bivši lastnik te hiše je naš zelo dober prijatelj, tudi obiskovalec naših eventov, skoraj vseh, pravzaprav do zdaj, in je prejšnji teden se ustavil na kavi in je prav zadovoljen, kako lepo vzdržujemo to hišo. Tako da ve, da je šlo to v dobre roke, se mi zdi. Kakšna je potem vizija za prihodnost tegale multikulturnega umetniškega centra, ne zgolj posestva? Moja želja je, da mogoče ne samo prepričamo, ampak tudi dokažemo, da se stvari ne rabijo dogajati le v mestih. Moja želja je, in ne samo želja več, v bistvu na nek način smo z našimi eventi od koncertov do rezidenc, do razstav na nek način že pokazali, da se da tudi ljudi iz mesta prepričati, da pride na podeželje uživati kvalitetno glasbo ali pa dobro razstavo. Tjaša pove, da se je med bivanjem v Gani naučila, da ni nujno živeti v središču dogajanja, še posebej, če se ukvarjaš z umetnostjo. Pozornost lahko pritegneš predvsem s tem, kar imaš povedati, in to lahko počneš kjerkoli, najraje tam, kjer imaš mir in primeren delovni prostor. Tako kot je v zadnjih 6 letih v Gani svoj studio delila z različnimi gostujočimi umetniki, namerava tudi tukaj ustvariti velik slikarski atelje, ki bo omogočal gostovanja ustvarjalcev z vsega sveta. Mislim, da prednost Panovcev je to, ali pa lokacija Goričkega je, da je 2 uri, 2 uri in pol od vseh glavnih mest sosednjih držav, od Budimpešte, Zagreba, Dunaja in Ljubljane. In se mi zdi, da je to velika prednost. Vi osebno si predstavljate, da bi se iz Gane preselili sem nazaj v Slovenijo oziroma na Goričko? Ja, odkar imam to parcelo, sem vedno več v Sloveniji. Da bi prav tule živela, ne vem, mogoče, ja. Mislim, sigurno bi rada enkrat bila velik del svojega časa v Sloveniji. Ne vem kdaj, ampak mislim, da je to moja želja. Če imam tukaj eno uredo prostor za delati, pol zakaj ne, ja. Kakor si boste pač naslikali svojo prihodnost. Exactly, točno, ja. Tudi najtišji kotiček sveta lahko postane središče ustvarjalne energije, če mu prisluhnemo z vizijo in pogumom. Ko kraj dobi dušo umetnikov, se v njem prebudi prihodnost, ki jo lahko soustvarjamo kjerkoli, tudi daleč stran od mestnega vrveža.